Beletrina v živo. Živjo in dobrodošli v Beletrinem pogovoru v živo. Tokrat sta z nami arhitekta, ljubitelja vsega lepega in dobrega. Špela Kuhar, dobrodošla, in Robert Potokar. Vidva sta avtorja še čisto svežega vodnika Slovenija osebno. Vodnik je namenjen vsem ljubiteljem lepega, dobrega in zanimivega. Vprašanje, a je bil izziv posebne sorte napisati vodnik, potem ko imate za sabo že dva nagrajena vodnika, ki pa sta sicer fokusirana na arhitekturo in umetnost? Govorimo o arhitekturnem vodniku po Gorenjski in Ljubljani. Ja, je bil izziv, sigurno vsak projekt, vsaka knjiga, vsak vodnik je svoja zgodba in je potrebno razmisliti, komu je namenjeno, kaj želiš vključiti, tako da je popolnoma druga zgodba. In tudi veliko bolj široka, kot recimo ta arhitekturna prejšnja. Ja, to, kar Špela govori, prav širina, je ravno zdaj v tem osebnem vodniku zajeta, ker širina pomeni tudi kulinariko. Ne gremo kaj dobrega, nekam pojesti. Rokodelstvo, pa trgovince, recimo, take posebne, ki so naj nekako pritegnile. In ki delajo Slovenijo zelo osebno. Tako. Sta se težko uprla skušnjavi, da ne bi preveč arhitekture v ospredje postavljala, glede na vajino stroko? Ja, to je res. Kot oba arhitekta sva probala nekako balansirati med to količino informacij o arhitekturi in preostalih, in potem sva se nekako odločila, da vse tisto, kar je pa res zelo pomembno, kar se tiče arhitekture pa umetnostne zgodovine, umetnostnih spomnikov, da to seveda noter ohranva. Prav vsega, kar bi želela, pa nisva dala noter, ker enostavno je bila predebela knjiga oziroma predebel vodnik. Pa tudi zelo sva pazila, da so recimo stvari arhitekturne, v katere se da priti. Recimo, da so javno dostopne. Da so javno dostopne. To recimo je bil en tak kriterij tudi. Ja, da niso to zajete tudi ena od družinske hiše in da pa nekdo pride in pozvoni, ste noter v vodniku. Lahko pride na vašo dnevno sobo. Skratka, tega niso želeli. Čeprav so te številne hiše, tudi nekakšni živi spomeniki kulturne dediščine, bi veljalo tudi razmisliti za lastnike, da bi takšne objekte kdaj pa kdaj odprli, tudi turistom. No, mi imamo v bistvu festival Odprte hiše Slovenije. Je festival, ki odpira vsako leto, doda neke nove stavbe, v katere je možen tisti vikend vstop. In je pa sigurno tudi za razmisel, tudi širše, mogoče več teh zasebnih. Tudi na tem festivalu Odprte hiše so najbolj obiskane zasebne hiše. Tudi tu je Slovenija osebno, ne? Absolutno, ja, zelo osebno. To je mogoče namig za vaj naslednji vodnik, ne? Namreč, všeč mi je vaj naslov Slovenija osebno. Namreč, redko kdo si želi biti turist in vsak bi rad nek kraj, deželo, vas, mestno ali pa vaško jedro začutil na njemu lasten način. Bil tam poseben in tam mogoče našel nekaj, kar je ustrojeno po merah njegovega okusa. In ravno to osebno se mi zdi, da vajin vodnik loči od tistega klasičnega. A drži to? Ja, res je. Želela sva na osebni način predstaviti neke stvari. Nekdo, ki bo to pogledal, rekel, pa to je že vse zapisano noter. Ja, ampak na en drugačen, kot rečeno, osebni način. Razkošje intime sta predstavljala. Ja, predvsem pa ta nek oseben izbor. Tako v tem vodniku, bom povedal samo eno tako malo zgodbico, en kraj Lemberg, za katerega verjetno niste še sploh slišali, mogoče vi ste, pa tudi midva. Pravzaprav prej o tem nisva kaj dosti vedela, ampak je po nekem spletu okoliščin ratla tam res ena lepa osebna zgodba, ki je pa lahko tudi širše dostopna in zato je ona noter tudi opisana. Jaz tudi nisem vedela, da ima na primer soba v Vili Bled pogled iz stranišča na Blejski otok. Iz kopalnice. Iz kopalnice. Po čistem slučaju sva se, ko greva enkrat, še mlajša sva bila, greva enkrat sprovat to vilo, in so nama po slučaju dali tisto sobo in so rekla, naslednjič sva prosila za isto. Kaj je tista češnja na torti, kar nek kraj, nek prostor za vaju dela tisto mesto posebno? Kaj je tisto, kar vaju intrigira in čemu rečemo osebno? Tista duša,
tisto, ko te nagovori, ne? Recimo Javorca je ena taka. Bravo. Se mi zdi, da ko stopaš noter, ne moš kar govoriti. Intimna, ena najbolj intimnih cerkva. Ena najbolj intimnih, z toliko zgodbami osebnimi, recimo. In tisto je skoncentrirano v tistem prostoru in je prelepo. In recimo smo poskušali iskati take... zavedaš ali pa začutiš, no, ko si v tem prostoru, ki je 8000 ali koliko je že posvečeno padlim tam na fronti v tem prostoru in zdaj rekel, da prav videvaš te duše, ampak nekje globoko v sebi pa to čutiš. Ne, na Javorci prav čutiš bolečino prve vojne, vse rane, ki so jih vojne zadale tisti pokrajini. Hkrati je pa ta prostor tako lep, secesijsko, pobarvan, da s tem scenografskim, lepim prostorom vsem to bolečino nekako milino. A ste v Vajinem vodniku skušala povedati, da je turizem v svojem bistvu človeška zgodba? In da je zato turizem tako zelo oseben lahko? Zato je tudi naslov tak. Ja, absolutno. Mi da so se tudi prepuščala, ne? Mi sva šla tako, zdaj bova pa to, ampak gremo v ta del Slovenije, gremo malo raziskovati, se malo zapeljemo in tisto, da nas je potegnalo. In zato so pa tudi neke take zgodbice vmes, ki jih drugače recimo v nekem klasičnem vodniku ne bi zajeli. Ne bi bilo. Navadno smo pri branju vodnikov prenasičeni od vsega lepega, prenasičeni od možnosti izbire in težko se odločimo, katere tiste 3 stvari so top, ki prav pritičejo našemu okusu pa našim pričakovanjem. Vidva sta pa bralcu olajšala to odločitev in sta že naredila jagodni izbor vsega tistega, kar bi si tudi sama želela videti o prvem obisku Slovenije. Koristno se mi zdi to. Seveda, če se proba zdaj postaviti v eno vlogo nekoga, ki prihaja v Slovenijo, zdaj eni nekaj poznajo, eni ne. In če vzamemo nek klasičen vodnik, dobijo bolj, da naj tudi klasične informacije. In poplavo vsega lepega. Tako je. Seveda so tudi midva v tej poplavi jih te glavne tudi izpostavlja. Se ne more Slovenije brez Pirana, brez Bleda. Te klasične turistične hrbtenice. Ampak zraven je pa toliko teh nekih manjših destinacij, ki niso to poznane. In te pol delajo mogoče tisto nadgradno osebno oziroma človeško, da je človeku, ko pride v en kraj, da se mu nekaj vtisne. Ali je zdaj to hrana, ali je ena oseba. No, ravno prej, še pred začetkom intervjuja smo se pogovarjali to gor v Lučah, od tega... Šlanger. Jožeta, ja. Skratka, če ne bi tega osebno izkusila, ne vem, verjetno ga ne bi dala noter. Ko sem pa videla to njegovo energijo in pa stvari, ki so narejene skozi njegove roke, te lesene sklede, si pa tako navdušen, da si rečeš, halo, ja, to je tisto, kar dela to drugačnost. Pa tudi neke skrite, ne vem, meni v Tržiču recimo Germovka, ne vem, če sploh kdo pozna, ne. Tudi sem klicala v muzej, ne, in sem rekla, ali bo še naslednjih 5 let, recimo, ko zdaj dajemo vodnik, ne. Ja, to pa hočejo zdaj podreti, ker je v bistvu Matej Andraž Vogrinčič je naredil eno zelo lepo intervencijo, ker so zabijali on pa še 2 pomočnika, ne vem koliko časa, koliko žeblov v tla, ne, v lesena tla, v obliki pač odtisa stopal, ne, ker Tržič je povezan z šuštarijo, ne. In recimo ena izmed ljubših intervencij. Ne? In malo kdo to pozna. In take stvari recimo sva potem tudi vključila. Tudi meni so bile v Vajinem vodniku všeč te drobne ekscentričnosti, če tako rečem. Jožeta Šlangerja iz Luc smo že omenili, ki dela res čudovite stvari iz rakovega bolnega lesa in imajo močno zgodbo. Všeč pa mi je tudi, da sta odkrila muzej oboževalca Elvisa Presleyja v vasi Vrtovče. Epsko. Vsaka država ima kakšnega Elvisa. Svoj človeški faktor. Ne, glih vsak kraj ali pa vsaka država. Zdaj, in pri tej zgodbi niso čisto prepričana, če bo on to še naprej peljal, mogoče bo njegov sin.
Sta imela pa v vsakem kraju v bistvu neke svoje obveščevalce, da tako rečem, ki so vaju informirali o nekih lokalnih posebnostih. Ja, zato ker kljub temu, da je Slovenija relativno majhna, ampak za naju dva je pa vseeno dovolj velika, da vsega niso mogla pokriti. So pa potem se zanašala na ljudi, s katerimi se res že dolgo časa poznamo, ampak so vpeti v te posamezne kraje, ali v njih prebivajo, ali redno tja hodijo, tako da te insajderske informacije so bile zelo pomembne. Pa da so tudi razumeli, kaj iščeva. Tako da je bilo zelo zabavno. Kako so pa vaju sprejeli, glede na to, da pišete turistični vodnik, so bili pripravljeni sodelovati? Ker Slovenci smo znani po tem, mi smo tako mediteranski tip, ampak se raje potegnemo vase, kadar je treba nekaj se... Midva nismo nič povedala, kaj delava. A res? Ne. Midva smo v bistvu, če sva šla kam prespat, so pač turista, ki so pač šla pogledati. Inkognito, ja, popolnoma. Brez značke Beletrina ali... Ja, ali to se da kaj popust ali kaj tacga. Ne, so pošteno. Tudi v restauracijah niso govorila, niti ne v hotelskih teh prenočitvenih kapacitetah. Vedno kot normalna turista, ki se zanimava, vedno smo imela en tak pripravni zgovor, da, kar sicer tudi imava, prijatelji iz Nove Zelandije, in da pridejo čez 14 dni ali 3 tedne, pa preverjamo, če bo to v redu. Prespali tam, pa večerjo, pa zelo so občutljivi na to in to in to, radi imajo lepo oblikovanje, in pol so nam odpirali vrata, recimo. Skratka, vodnik ni sponzoriran, ali pa da bi nekdo zdaj silil, to pa dejte noter. To je najna osebna odločitev. Zato smo tudi niso hotela govoriti, da ne bi bilo nekih pritiskov in tako da. No in ker vodnik ni sponzoriran, vaju vprašam, a sta tudi vidva zaznala močen manko gostiln za srednji razred na terenu? Jaz jih pogrešam, avtohtone beznice. Ne fine restauracije, ne fine dining, ampak tiste beznice, kjer se še čuti žmoht ljudi in kraja. Mi hodimo v Zalilog, hodimo na Postrvi. To je gor nad Škofjo in pač to je naša, recimo, družinska, pa Hivo tu v Piranu. Sta tudi to uvrstila v vodnik Slovenije osebno? Ja, tudi. Pa tudi več takih. Sva prav gledala, da ne bo samo tisto fine dining, ampak da je za vse žepe. Nisva pisala zraven, recimo, v kateri razred, ampak zdaj v času telefonov, kjer imaš samo klik, to je res. Pogledaš, posod piše, v kakšnem cenovnem razredu približno je. V vodnik sta uvrstila tudi podjetnike, ki si to zaslužijo, ki so usmerjeni v trajnost in etičnost, kot na primer oblikovalka Maja Modrijani iz Postojne, ki med drugim ustvarja tudi čevlje iz odpadnega tekstila. Super poteza. To je pa tista nadgradnja. Take sva iskala, take malo posebne. Vključila sa stvari, ki jih na Googlu ne najdeš na prvi klik. Ne. No in tudi vezano na to, nisva želela tudi izpostavljati teh nekih trgovin, katerih prodajajo evropsko, svetovno ali pa kitajsko robo. Ampak strogo lokalno. Globoko lokalno. Tako je. Ko nekdo dejansko to tudi ne samo, da si zamisli, ampak tudi sproducira s svojimi rokami ali pa z rokami nekoga iz vasi, da je to v resnici slovensko. Delo v bistvu rokodelcev naših, žive kulturne dediščine. Ja, ne vem, v Žireh, ne vem, če kdo pozna. Naš kolega, arhitekt, dela čevlje. Poznam dobro, odličen primer. Odličen primer. Preko detka, ki je nasledil. Ja, in smo šli tudi recimo enkrat na vodstvo in smo res uživali, smo rekli, to ljudje. In takrat sta bila ta dva prijatelja iz Nove Zelandije z nami in sta bila navdušena. Ja, ker je ena taka posebna zgodba, ki jo seveda kot temu reči, navaden turist ne dobiš. Pa ti bo pa mogoče omogočala, da boš lahko malenkost več. Bravo, ja. Spet smo pri tem, da je turizem v bistvu človeška zgodba v svojem bistvu. Turizem smo ljudje, ne? Ja. Slovenski turistični organizaciji, če kdo od njih posluša, bo pa še posebej všeč, ker sta v določene produkte vpletla tudi produkt Slovenije Unique Experiences, ki ga podeljuje Komisija Slovenske turistične organizacije za produkte, ki so še posebej izstopljivi, ki so zelo unikatni, avtentični in značilni samo za prostor Slovenije. Kot na primer veslanje v podzemlju Pece. Ja, absolutno. Tudi recimo, ko smo prijatelje vprašali iz Koroške, to je bilo vedno tako na vrhu, ne, to pa morate povedati. Res je. To je tista posebnost. Češnja na torti. Ja, res. Ali pa klevevš, recimo klevevš. Legendarne Dolenjske toplice. Ja, in recimo z Francije, kje sem vprašala, nekaj Francije, da povej kam, rekel, tja smo mi punce vozili po zvečer, ko se je malo umirili. In ja, tako lepo zgodbe. Ja, ta klevevš sicer v nekem
običajno, na normalnem vodniku ne bi prišel upoštev, ker to je res butik. Normalnem vodniku je rekel. Ja. Ker je res mali prostor in niti ne omogoča tam nekih večjih skupin. Se so napisala, da ni za avtobusne skupine. Ja. To so se tudi pol doskrat sprašvala, pismo, če vam midva zdaj noter nekaj napisala, bo to res neka velika uspešnica ali ne, da se ne bo pol spremenilo, da bo nekaj, kar je bilo tako nekje bogo in za nogo, pa fajn, bojo pa tam prehajala. Anthony Bourdain je rekel, enkrat je sedel tam, je rekel, in zdaj bom jaz dal to v vdajo. Ja. In nikoli več ne bo tako, kot je. Ja. Vzameš nedolžnost, ti smo v prostoru. Glede na to, da mi nismo, ne bo tako hudo. Ampak določene stvari, jaz vem za sebe, pa ne bi posnela in niti napisala. Ne? A ne, da so določeni kotički, ki pa morajo ostati intimni za tebe, za nekoga drugega še ne. Ne sme biti vse, kar... Ne, pa tudi ljudem malo prepusti, ko ti nekam greš, da ne slediš zdaj samo neke priporočila, ne? Ampak da se malo zgubljaš. No? Meni se zdi najlepše, ko potuješ, je, da greš kar mal, da se zgubiš. In to bi želeli pri ljudeh. Ne? Da jih, pa to, da bi se, recimo, če nekaj preberejo, nekaj zanimivega, da jih pritegne. Spodbudi k raziskovanju. In gre, kupi knjigo mogoče, gre na Google, še malo več razišče. Ne? In ker recimo mi smo zelo na kratko opisovali pač te zanimivosti, ne? Ampak kakšne so velike, recimo najprejšnja knjiga tudi pri Beletrini, zgodbe slovenske arhitekture, ne? Recimo Javorco, ki smo prej omenili, ne? O Javorci je tam na nekaj straneh, ne? Res vsak stavek je ti se reče, wow, kakšni časi. Ne? V nekem vodniku za to seveda ni bilo prilike. Tako, ampak je nekoga, ki bo šel tja in ga bo nagovoril, bo sigurno raziskal pa še naprej. Ne? Kako globlje in dlje bosta še šla pri naslednjem vodniku, glede na to, da se ta prostor mest, vasi, pokrajine nenehno spreminja? Zdaj se moramo malo odpočiti. Ljubljano smo tudi že naredili. Tudi mogoče zapovedati, da Ljubljano sta rahlo spustila, ne, z razlogom. Sva naredila neki izbor, za tiste, ki kupi recimo samo ta vodnik, ampak Ljubljana ima toliko zanimivosti, da smo se odločili, da pač naredimo še en vodnik. Aha, smo pri naslednjem vodniku pri Beletrini, Ljubljana osebno. Zdaj treba še skozi zelo zahteven proces v bistvu oblikovanja in vse redakcije. Pol pa v neki prihodnosti ne prav daljni ne bi prišla v Primorske. Se pravi, tukaj notri Primorske, če govorimo, en takle del in je seveda, ker je tega vse toliko veliko, ne more biti zelo podrobno opisana, verjetno bo pol Primorska tista, ki bo pa dobila še bolj podrobno. No, in v tej izdaji morata vplesti tudi 17 presihajočih pivških jezer, ki so največja atrakcija zelenega krasa. In velika, mislim, da za 17 nogometnih igrišč. Eno. Sva tudi s prijateljem rekla, če ti tazga, kar povejte, bomo razmislili pa pač naprej, če se bo... In tudi to, kar se prej... Tam imate šele ekscentrične lokalne obveščevalce. Ne, seveda, stvari se spreminjajo. Tudi nekatere stvari so noter zapisane ali pri gostilnah, ali pa kakšnih lokalih, ali že ni več. Ali pa tisti, kjeri so vmes nastali, pa bojo mogoče še ostali čez 10 let, pa bojo dobri. Tako da čim več ljudi ne kupi vodnik, da ga bomo čim hitreje ažurirali. Pa ponatisne z novimi informacijami. To je pa moje naslednje vprašanje. Kako v času digitalizacije pa umetne inteligence narediti nek brezčasen turistični vodnik, glede na res bliskovite in hektične spremembe, ne? Pa tudi glede na preomenjeno dejstvo, da so kraji živ organizem, ki se nenehno spreminja. Z umetno inteligenco govorim, da to bilo možno, če ne že v parih mesecih, ampak v parih letih pa sigurno, ampak mi da so še malo tako old fashion. Kar ostane tako, smo ne rade. In nama je fajn, če... Retro je nova črna, bodo rekli, ne? Tako. Če lahko nekaj primaš v roke, pa narediš takole, pa prebereš. Skratka, ta občutek nečesa haptičnega, bi se izrazil Boris Podrika, je tisto, kar naj vsem še navdušuje in to pa seveda pomeni, da se mora na vsake toliko čas prenoviti. Zdaj z
Ob vsem high-techu in rabimo na koncu dneva high-touch. Tako, Ne? bravo. Vodnik, ki ga primemo v roko, ne, Tako. in nas analogno prizemlji. Tako kot je bilo zdaj rečeno na Frankfurtskem sejmu, ne, ko se Slovenija predstavlja, ne, v bistvu je bil poudarek na tem, da še vedno, ko knjigo primeš v roke, ni občutka, ki bi ga lahko nadomestil. Prej ste omenili umetno inteligenco. Nick Cave, mislim, da je rekel nekoč, da umetna inteligenca ne bo nikoli napisala odlične pesmi. Jaz si želim to slišati, da tudi umetna inteligenca nikoli ne bo napisala vodnika Slovenija osebno. Nekaj časa še ne, se mi zdi. Ker tiste osebno, to, kar greš, pa se zgubljaš malo, pa srečaš ljudi, ki ti recimo povejo nekaj na nek način. Pa te nečesa naučijo. Pa ti reče, pa pejdi še tja do tiste gospe, ne? Tega umetna inteligenca najverjetneje. Ja, to je vse en čar, ki si ga sposoben svojo fizično prezenco na nekem mestu. Pa nekaj pritegan, ne? To v bistvu, ko greš recimo v nek prostor in tudi neki tep nasproti pride. Vprašanje za konec. Česa vaju je ta velika Slovenija naučila? Kaj so vaj naučili tisti, ne kraji ob turistični hrbtenici, ampak tiste pozabljene, odmaknjene vasice, jedra, tam nekje, ki mogoče je nekdo za njih prvič slišal. Kaj vaju naučila Slovenija? Ja, po mojem to, da kljub temu, da smo majhni, da se večkrat, kot zavedamo tega, da smo majhni, smo pa po svoje pa res dovolj zanimivi, ne sam zase. Žalost je tudi ta, da dosti Slovencev pravzaprav ne pozna te naše Slovenije. Zanimivi smo predvsem zase, pa tudi za tuje. Za tuje skozi te neke male neodkrite stvari in teh je zdaj odvisno, ko greš globoko. Lahko še več, kot jih je tle noter upisanih. Skratka, lahko bi bilo tega še bistveno več, ampak nekomu bo to že zdaj, kar je že preveč. Pa predvsem ta raznolikost, se mi zdi, na majhnem prostoru, da imaš toliko raznolike zanimivosti. Meni je bilo to predvsem en tako spoznanje. Ste začutila, kako trdoživi smo Slovenci? Trdoživi? Ja, absolutno. Meni je zmeraj fascinantno, kako smo se kot narod uspeli ohraniti in z našo dvojino in da smo na glavni trg postavili kip, ne vojščaka, ampak poeta. To mi je pa fantastično. Ne? To nas dela velike. Ja. Tako je. Špela, Robert, hvala lepa. Držim pesti, da se bo vodnik dobro prodajal, pa da se bo svojo vsebino bralke in bralce dotaknil zelo osebno. Tako da srečno pot vodniku. No. Hvala lepa. Tako. Beletrina. Uživo.